Lahko greste z mano, ampak moramo biti čistiho. Tega je zelo težko opaziti, ker so v Sloveniji redki, pa običajno se skrivajo takole nekje v naravi, kjer ni veliko ljudi. Ampak se mi zdi, da sem prej enega opazil, tako da... Lega ga vidite, še take atraktivne barve je, pa nič se ne boji. Sem naredil eno fotko, da jo pošljem Mateju, ampak tukaj ni signala, tako da moram nekam višji. Inač, ga jaz zdaj ujamem, vi pa tišina. Na začetku sezone smo vam v snegu pokazali takšen BJ30, zdaj pri temperaturah skoraj 30 stopinj Celzija se mi zdi pa najbolj logično, da vam pokažem njegovega večjega brata BJ40. Čeprav ste si za pogledati še dokaj podobna, sta si pa po karakterju totalno različna. To je namreč bajkov odgovor na Toyota Land Cruiser in tega ne rečem kar tako, ker se z legendarno Toyoto, ki je mimogrede meni zelo všeč, ne gre hecati. Ampak podatki povedo svoje. BJ40 stoji na šasiji, kot se za pravi kleni terenec tudi spodobi. Od tal je oddaljen 23 cm in lahko brede po 750 mm globoki vodi. Evo, tukaj ima celo predpripravo za vdušnik, da gre potem lahko še globje. No, tole je različica Pro, kar pomeni, da imam poleg priključljivega štirikolesnega pogona s sredinsko zaporo diferenciala, potem še zapori spredaj in zadaj pa še reduktor. Vstopni in izstopni kot sta 36 in 31 stopinj, ker sta oba previsa ultra kratka. Mimogrede, še nimam signala, bo treba višji. Ne vem zakaj, ampak v terenskem avtu moram vedno pokazati, kako se obnese na terenu in to kljub temu, da se večina lastnikov, ki imate takšne avte, vozi po cesti. Pridemo do tja malo pozneje. Tukaj lahko zaenkrat povem, da nisem še nikamor udaril s podvozjem, kar pomeni, da je oddaljenost total dovolj dobra. Kolesa tudi nič ne zdrsnejo, oziroma če že je to za delček sekunde, potem pa navor prevzame takoj drugo kolo in zadeva rine naprej. Se vem, ta podlaga na posnetki izgleda precej nedolžno, pa lahko takoj povem, da je v resnici precej zoprna. Dokaj strma, tudi skale so na nekaterih delih visoke, tako da je treba paziti. Ta funkcija mi je tudi všeč. Tank turn oziroma narrow turn se ji reče. Notranje kolo takrat zablokira in zato se avtomobil bistveno hitreje obrne okrog svoje osi. Pride prav na kakšnih ozkih terenskih delih. Sicer je pa menda jasno, da se zna sam počasi spuščati ali pa plezati po res strmih terenih in to počasi pa nadzorovano takšnemu terenskemu tempomatu se v bistvu reče crawl control. No, za voznika je pa še veliko bolj pomembno in dobrodošlo, da imam tukaj le vse te kamere. Sploh, kadar se dvigujem po strmem klancu gor, takrat jaz vidim v bistvu samo nebo, tal pa ne. No, s tem vidim vse. Ja, tle pa bo signal. Nič čudenega, ne? Če pa tamle zadaj toliko krožnikov. Midva sva z lahkoto prelezla do sem gor, včasih je celo težko pokazati kakšen hujši teren, ker se po naravi itak ne smemo voziti. Za vas pa, če iščete alternativo Mercedesu G, Cruiserci, Bronco tu, je tale lahko kar ta prava. Zdaj pa pošljem fotko, pa nazaj v dolino. 4,8 metra je dolg takšen BJ40, kar pomeni, da je toliko, oziroma 13 cm krajši od Toyota Land Cruiser. Se mi zdi, da jo moram še enkrat omeniti, ker ta avto itak poznate vsi, no tole je pa njegov neposredni tekmec. Ker sta tukaj previsa občutno krajša, je prtljažnik s 532 litri zanemarljivo manjši, prostora za potnike je pa znotraj itak dovolj, ampak to že veste. No, kar pa vse lahko pokažem noter, ker je tudi zanimivo. Sicer bi že zunaj lahko omenil, da me je spominja na en drug terenski avto in tukaj znotraj me na prav istega, ampak v bistvu raje povem, da tukaj znotraj štima čisto vse. Odlagališče dovolj, škripa absolutno nobena stvar, tole držalo je nujna stvar pri pravih terencih in čeprav se meni ta tretji zaslon zdi povsem nepotreben, evo, ima tudi tega pred sovoznikom.
Sicer je pa vmesnik še kar dober in samo s kakšno manj logično potezo, ločljivost in hitrost sta odlični, vse deluje kot mora in tudi fizičnih stikal imam na voljo kar nekaj. V bistvu bi edin tukaj na volanu imel še prava fizična stikala namesto teh napol haptičnih. Vem pa, da vas zanimata še vožnja po cesti in motor. Vozniško je enako ostalim pravim terencem. Tisti, ki že imate kakšnega, veste, da to pomeni, da je krmiljenje malenkost manj direktno, ker si potem lahko bolj natančen na terenu in da se avtomobil ziba malo bolj. Vseeno pa po drugi strani takšen ni čist nič zoprn za voziti v urbani džungli. Dovolj prijeten je, dovolj pregleden, ampak pač velik. Motor je pa 2-litrski turbobencinski 172 kW moči oziroma z 234 konjički, navora je malenkost manj kot 400 Nm, torej težav s počasnim plezanjem na terenu ne bo, pa tudi takole z vožnjo po navadni cesti ne. Menjalnik je ZF-ov 8-stopenjski samodejni, ga moram pohvaliti, ker je prestavno zelo nežen. Edino na porabo v dvomestnih cifrah se pripravite, kar je pa logično pri takšnem pogonu. Ampak mu jo boste hitro oprostili, ko se boste spomnili, koliko ste odšteli za avto.